Zdravo in lepo pozdravljeni, dobrodošli na moj kanal. Moje ime je Klara in danes se bomo pogovarjali o potovanju na Sardinijo in sicer odgovarjala bom na vsa vaša vprašanja. Vedno, ko imam takele videe, ko razlagam na dolgo in široko in sedim in pametujem, ponavadi nekaj pijem, zraven danes je tu čaj, English breakfast z mičkeno mlečka. Na Sardiniji sva bila midva nedolgo nazaj, konec aprila, začetek maja 2024. Tja sva šla s kombijom, ki sva ga prenavljala in je bil takrat glih dokončan. Tako da, če vas zanima vlog, tak malo bolj lifestyle vlog, kako smo se imeli in utrinki iz tam, si ga lahko pogledate tukaj. Na Instagramu sem vam pa ponudila možnost, da me vprašate karkoli, če boste tudi vi šli kaj, če vas zanima potovanje na Sardinijo in ja, gremo kar začeti. Sever ali jug? Ali je 7 dni dovolj? 7 dni, ok, sem malo tako predzgodbe. Otok Sardinija je malenkost večji od Slovenije, kar se sliši ful obvladljivo, ampak če boš šel kaj, boš najbrž vozil po panoramskih poteh, tako da kar naenkrat bi bilo tu zelo veliko vožnje za v enem tednu iti cel krog okrog otoka. Jaz zelo težko rečem, zaradi tega, ker smo imeli na začetku malo nesreče z vremenom, vreme je bilo kar hladno, muhasto pa zelo vetrovno, tako da ja, najlepši del našega potovanja, bi rekla, je bil na koncu, ko se je začelo toplo vreme in tu je bil v bistvu zahodna obala in pa severni del. Ko bereš popotniške bloge in nasvete, vsi rečejo, da Sardinija je najlepša na severu, tako da s tem bi se zagotovo po večini lahko strinjala, ampak tudi jug ni slab, ne? Ali je veliko narave in manj obljudenih krajev? Narave je ogromno, narave je ogromno res in ful je raznolika, tako da še enkrat, no, za vse tiste, ki hočete dejanske utrinke Sardinije, pejte pogledati ta vlog, kjer boste lahko videli v premikajoči sliki, kako izgleda. Imamo od bujnih gozdov, klifov, peščenih plaž, ni da ni, tako da za vsakega bi rekla, da se nekaj najde. Manj obljudeni kraji bi rekla, da tudi so, predvsem v notranjosti, kjer je Sardinija ful manj poseljena. Zdaj v teh obalnih delih pa so bolj obljudeni, ampak morate imeti v mislih, da midva sva potovala izven sezone in izven sezone so vsi kraji, ki so sicer zelo turistično priljubljeni, še vedno zelo so razmerno malo obiskani in zato imaš pač tak prijeten občutek, da mesteca dihajo, medtem ko sem brala kakšne popotniške bloge, v glavni sezoni je tu čisto drugačna situacija in je ful manj prijetno. Tako da imejte sem tu v mislih, no, ko si boste planirali, da morate upoštevati, kateri mesec greste. Če je med vami kdo, ki to posluša, res ljubitelj narave, je pa teh možnosti izven obalnega dela ogromno, torej imamo gorovja, različne priložnosti pač za pohode, za ture s kolesi, ni da ni. Tako da tam pa je veliko manj obljudeno. Ali je veliko plaž s senco? Ne, na plažah sence v bistvu po večini ni nikjer. Ali gre za peščene plaže, kjer je ful fajn se kopati, pač tam itak ni sence, ampak tudi na kakšnih teh bolj kamnitih plažah ni glih dreves, so sem kakšni manjši grmički o plaži. Tako da tu je nekaj, kar, ja, imejte v mislih. A je šel piči Miki, piči piči? Še enkrat ponavljam. A je šel piči Miki, piči piči? Predvidevam, da to vprašanje sprašuje potem, če je piči Miško na en kombi šel, ne? Če je dobro delal. Ja, piči Miško se je ful obnesel. Torej, za vse tiste, ki ne veste, midva sva ga eno leto renovirala ta kombi in potem smo direkt pičili na pot. Tako da je bil zagotovo en tak org test za njega, iti na vsem dolgo pot, pa na nek otok, pač lahko bi šla stvari narobe. Na srečo nič ni šlo narobe, vse je bilo top. Sva pa vmes seveda začela pisati seznam stvari, ki jih je še treba popraviti. Tako recimo sva glih prejšnji vikend uredila, tudi da se predali med vožnjo več ne odpirajo, ker sva mogla jih limati s lepilnim trakom. Klemen je še par malenkosti uredil, pač take prijetne stvari, no, tako da zdaj je res pripravljena na nove izzive. A je kakšna lepa reka, kjer se da kopati in kamperati? Iskreno za reke ne vem, vem, da so neki termalni izviri, kamor medva nisva šla, ker kljub temu, da pač imela sva bila tam slabe 3 tedne, to se sliši ful veliko, ampak če hočeš tako v easy biti po kakšnem kraju, stati par dni skupaj, iti na kakšen pohod, ki vzame cel dan in tako naprej, enostavno ne moreš čisto vsega videti. Tako da eno gorovje sva imela v mislih, da bi šli kaj, pa smo potem in zaradi vremena in pač zaradi časa
se odločili, da ne gremo. Tam naj bi bili neki termalni izviri. Kar se rek tiče, pa res ne vem, ampak ja, na otokih je ponovadi tako, da je nekako morje v ospredju. Če pa kdo od vas ve za kakšno lepo reko na Sardiniji, kjer se da kopati in kampirati, pa napišite spodaj komentar. Katere so najlepše stvari, narava in ne mesta? Ja, se medel v bistvu na tem potovanju sva v mestih bila zelo malo. Torej, kar se tiče narave, je definitivno ta Costa Smaragda, gor na severu, zelo lepa. Torej, smaragdne plaže z zelo lepim morjem. Potem je bilo všeč, ko sva šla na pohod do Cala Luna, je tudi en tak božanski zaliv, kamor lahko prideš samo s čolnčkom ali pa peš. Potem na severu so mi bile zanimive ruševine Nora. Sicer Klemen je rekel, da je tu samo en kup kamna, ampak vseeno je bilo tako zanimivo videti, koliko kultur je bilo pač le na Sardiniji prej. Potem smo šla še na en polotok dol na jugu, ki ima ful lepe klife, tako da tu je bilo kar hudo. Pa v severni del imajo ful enih lepih vasic, lepih kotičkov. V bistvu kar ne zmanjka, no, takih lepih priložnosti. Tako da tu je to, kar vem iz glave. Bolj sem slaba z imeni. Kateri del si pogledati v 3 tednih? Torej, ja, malo sem že odgovorila na začetku, ampak ja, če prideš za 3 tedne, si glih na eni taki odločitvi, ali boš ostal recimo sem na severu, ali boš šel pa cel krog. Cel krog je vsekakor možen. Je ne sicer neki vožnje, ampak sploh če rentaš avto, greš ful hitrejš kakor s kombijem. Tako da boste mogli malo sami oceniti na podlagi zemljevida pa kakšnega bloga, ker veliko imaš blogov, tako da ti že kar napišejo predlog, kako recimo v 3 tednih Sardinijo si pogledati. Pa zelo veliko, no, tu sem tudi potem videla, je odvisno od aktivnosti, ki jih hočeš početi. Torej, če nimaš plana na noben pohod, na nobeno turo, nimaš plana surfati, nimaš plana nič od tega, se mi zdi, potem greš veliko lažje cel krog, ker ne boš zgubljal časa na teh aktivnostih. Če pa imaš plan tudi, bo ful fajn v kakšnem zalivu ostati tudi 3 dni, da boš lahko samo užival. In seveda to je stvar vsakega posameznika, kako se organizira. A posodite kombi, da ga še mi enkrat peljemo dol? Žal ne. Piči Miško je zaenkrat z nama. Zakaj je hrana tam tako draga, če ješ zunaj? Tole vprašanje ne vem, ali se je nanašalo na prejšnji vlog, ko omenim, da je draga, ali dejansko je Darja, ki je to napisala, imela tudi sama osebno izkušnjo, da je bila na Sardiniji in videla, kakšne so cene. Zdaj moram dati samo eno opozorilo, preden karkoli nadaljujem, in sicer, da jaz sem taka old school popotnica, ko so bile cene še ful nizke, ne. Tako da zadnje čase priznam, da me velikokrat vrže na rit, ko je tako, kako bo sendvič kar 9 evrov, ne. Tako da ene stvari vem, da so tako moj problem, ker se še nisem sprijaznila z cenami in koliko so šle gor. Ampak kljub temu se mi zdi, da na Sardiniji se je zgodilo zelo veliko, da sva plačala za nekaj in tu zelo visoko ceno, potem pa ni bilo niti tako dobro, niti količinsko veliko, nič, v bistvu tako bolj. In tu je mene parkrat tako razočaralo, to mene res gane in mi seže do srca, da zaradi tega sva pač ful malo jedla zunaj in sva šla sem potem na kakšne lokacije, ki so bile res preverjene. Če hočeš ti brati ocene in iti res raziskovati, kje boš jedel, to ti lahko vzame pa cel dan. Se mi je zdelo tako brez veze, tle smo 3 tedne, ne bomo zdaj pol dneva viseli gor na Google Mapsih pa reviewje brali pa na TripAdvisorju. Malo ste mi tudi priporočali dobre stvari, tako da tu je bilo, ampak zakaj je tako draga, ne vem. Ampak definitivno so cene v restauracijah zelo visoke, velikokrat pa pač ne dobiš glih, da je najboljši. Zdaj ne vem, boste mi vi povedali, če je bila tudi vaša izkušnja taka. Kulinarična priporočila, kaj in kje je must. Moja kulinarična priporočila, če greste s kombijem, so ta, da pejte v delikatese, lokalne delikatese, nabavite vse, kar pač vidite. Pa še eno stvar imajo, ki zdaj se ne spomnim imena, kjer pripravljajo te italijanske jedi, bolj kuku, menza stil in je ful cenejši kot v restauracijah in potem imaš tu v kombiju in ješ na neki čudoviti lokaciji. Tako da tu je recimo meni bilo veliko večji gušt, kot da greva vsak dan na neko večerjo. Kar se tiče tipov hrane, definitivno probajte kanana v vinu, fregola, ki so take testenine v obliki bunkic. Jaz sem jih jedla z morskimi sadeži in so bile deliš. Potem imajo sladico pardola, ja, ki moraš malo paziti, kje jo kupiti, ampak je res dobra. Ampak še boljša je pa ena stvar, ki se ji reče seada. Gre pa za tak žepek iz testa, ki malo spominja na flancate. Noter je pecorino, sir, pa limonina lupinica
In potem je tu odsvrto in pokapano z medom, to je bilo nama tako za dol pest. Potem ne pozabiti najne cmočke, ki se jim reče culurgiones, kako je v italijanščini, ki so noter polnjeni z rikoto, meto, pa tako ful lepo zapigani in pa so pač cmočki in jih pokuhajo in postrežejo z paradižnikovo omako. Tu mi je bilo res. Tako da evo, tu z glave, zdaj kje bom 2 restauracije vam lahko napišem, ker so bila res zadovoljna, tako da bom spodaj dala povezavo, če si hočete pogledati. Sicer pa pač boste mogli raziskovati, ker imajo sva res po večini, tako kot sem rekla, kofalo v delikatesah. Ok, zdaj smo pa pri vprašanjih, kar se tiče trajekta, torej koliko košta trajekt. Trajekt nas je prišel, mislim, da 370 €. Govorimo o 2 osebi, en pes, kombi z podaljšano dolžino, ker je 37, tako da je bilo še doplačilo, in pa spanje v kabini za ke in nazaj. Če ne bi spali v kabini, bi bilo okrog 80–90 € cenejš, ampak smo to zbrali, ker lahko pač spiš ali v nekih sobah, ker imaš svoj sedež, pa je 6 € doplačila na osebo, ali pa spiš v tem restauraciji, neki skupni sobi, pač tam po klopeh. Če bi bila sama dva, mogoče bi celo zbrala to, ampak ker smo šli s piknikom, se nama je zdelo ful bolj na komodo, smo v kabini. Aha, no, naslednje vprašanje pa je, kako ste zrihtali trajekt s piknikom. Torej, jaz sem, ko sem raziskvala kam na trajekt, s katerim trajektom in tu, kontaktirala Noemi Žonta, ki je tudi slovenska vanliferka. In jo vprašala, kako je šla ona z svojimi 2 kužki dol in je rekla, da Corsica Ferries so ful naklonjeni do psov in da ona priporoča Corsica Ferries. Zato smo šli z njimi. Kar se tiče piknika, v bistvu sem jaz mu dala na Gobčni gor in vse, ampak niti en drug pes ni imel na Gobčnika na celem trajektu, ker to je drugače pisalo v teh določilih, da mora vsak pes imeti na Gobčni. Kužki imajo na trajektu nek mini, ampak res mini, tako 2 kvadratna metra, če ne manj. 1 kvadratni meter. Veliko površino, kjer lahko lulajo pa kakajo, tako kot nek dvigen podest. Ampak piknik tam ni hotel lulati, ni hotel kakati, tako da ja, je mogel čakati, da smo prišli dol s trajekta. Drugače težav nobenih, vsi, ki imajo pse gor, so ultra socializirani, razen kakšni mičkeni pomerančki, ki se tam usajajo. To je to. In v bistvu ful je fajn, kaj je nočni trajekt, to pomeni, ti priješ s psom gor, ga peleš magar še lulat in greš v kabino in si do jutra tam, pa še zjutraj počakaš na krovu kakšno uro, 2 in se izkrcaš in to je to. Tako da je bilo dosti easy. Če ne bi bilo, za nazaj smo mislili najprej, da ne bomo kabine dobili, ker je bilo že vse rezervirano, bi pa ziher vzela kletko, ker sem imela kletko s sabo in bi pač po noč ga dala v kletko in bi spal tam ob nama. Tako da tukaj, no, sploh ni bilo panike, jaz sem si mislila, joj, kako bomo psa dobili na trajekt, pa to sploh dovolijo. Na koncu pa psi pa vso dovoljeni, tudi v restauraciji, vsi so najbolj na chill, tako da res ful dobro. Ja, pa na trajektu ke in nazaj je bilo ziher pač vsakič 40 psov gor, tako da folk res ful potuje s psi in si sploh nisem predstavljala tega. Iz kje sta štartala na trajekt? Iz Livorna. Kako je dolga plovba? Plovba je torej čez nočna. Ne vem, mislim, da smo ob 7 se vkrcali, ne, ob 7 da je bil že odhod, pa ob 8 pristanek. Tako da 11–12 ur, ki je tazga, da si na trajektu. Tole ni vprašanje, ampak sem komentar, zelo lep vlog in čudovite fotke, pa razgled iz spalnice je wow. Hvala, Manca. Ja, hvala. Kako urediš vse te čudovite fotke? Si mislim, da se jih po koncu potovanja ogromno nabere. Zdaj, tole mogoče bo malo specifičen odgovor, zato ker vseeno ustvarjanje vsebin je moja služba. Sicer potovanje na Sardinijo sva medva jemala ful bolj kot dopust in ne toliko kot gremo še delati. Klemen je imel dopust, jaz sem večina, res 99% projektov podelala, preden smo šli na pot in tudi zame je bil večinoma dopust, sploh na začetku sem dala vse na stran. Ampak to, kar jaz delam, snemam in fotkam, to je res nekaj, kar sem jaz. To je del mene in to je moj vsakdanjik, ne. Tako da, ja, jaz to sproti editiram, nič se mi ne nabere, v bistvu po pari dnevih fliknem na laptop in tu editiram vse v Lightroomu, po potrebi pa še kaj v Photoshopu. In tu je meni kot v bistvu nek hobi, ki je hkrati moj poklic in
hkrati moja služba in vir dohodka, tako da je malo prepleteno vse skupaj in ja, vse je vedno lepo sortirano po mapicah, veliko stvari pač sprot objavljam, kot ste videli. In ni tu, sploh ne vem, kdaj sem imela v življenju da pridem domov, pa imam 2000 slik za urediti. To se pri meni ne zgodi, ker se večina že sprot vse ureja. Ja, če vas še kaj zanima v zvezi s tem, napište. Kako je za services po otoku, torej services za vse tiste, ki niste v tem van-liferskem svetu, pomeni te storitve, da si napolniš vodo, sprazniš umazano vodo in te stvari. Services so, ampak večinoma so plačljive, kar je ful zanimivo, ker medla prej, ko sva potovala Španija, Portugalska, sva bila ful razvajena s tem, da je bilo po večini vse zastonj in sploh pač ni cool, skoraj nismo plačala za to, razen mogoče za vodo na filet. Tukaj pa je pač tako, daš 15 € in potem v kampu lahko tu vse urediš, ampak se nama razmeroma ni zdelo. To je stvar vse perspektive, ne. Mi, ker smo bili izven sezone, smo skozi zastonj spali. Če greš v sezoni na Sardinijo, ni šans pač ne spati na divje, ker ful pišejo kazni, pa še baje je tako gužva in vroče in ja. Ampak ker medva nisva plačala za prenočišča, pol ti ni panike, da na vsake 4-5 dni tistih 15 € pa zrihtaš. Tako da ja, kar naj me pa najbolj šokiralo je to, da na jugu ni košev za smeti. Mi smo peljali s sabo smeti skoraj čist do konca. Jaz sem tako, kaj bomo mi tu nazaj na kopno peljali. Mogla sva dati v odzadje v kombi eno škatlo z smetmi, ker ni bilo koša za smeti na Petrolu, ni bilo koša za smeti pred nakupovalnimi centri, ni bilo koša za smeti v mestih nikjer, ker imajo ta sistem, da ljudje pač ful reciklirajo, ampak puščajo tu pred hišami. Tako da vse, kar bi nama ostalo, načeloma so oni mečkini smetnjački, ampak to se mi pa ni zdelo primerno, če smo medva vse lepo ločvala odpadke, ko imam tam zdaj vse nabila noter, ne. Tako da to naj je ful šokiralo in tudi enkrat sva prišla v kamp, plačala in pol Klemen vpraša, kje pa lahko smeti odvrževa in ona reče, ne, smeti so pa samo za goste kampa. Ne morate jih tle odvrčiti. Kar nama je bilo tako, pa kje smo mi? Dajte nam zrihtati neke kante za smeti. Mislim, si pripravljen dejansko plačati za to, da daš nekam smeti. Ampak pač nimajo tega na ta način urejeno, tako da tu nama je bil kar šok. Je pa na severu drugače. Na severu je veliko več košev za smeti in pol sva tudi tam najdla dejansko za ločevanje in smo zrihtali. Kako izberata prostore za spat? Ja, prostore za spat zberava kar približno enako. Torej, vedno, ko gremo na neko destinacijo, si malo pogledaš, kako je kaj tam, koliko je strogo, kar se tiče kamperanja na divje in tako da na Sardiniji smo videli, ok, gremo izven sezone, ni take panike. Tako da to je prva stvar. Potem druga stvar je Park4Night aplikacija, ki je do ene mere celo brezplačna in jo priporočam vsakomur, ker res ti prihrani tako enih živcev in vsega, tako da to je ful dober app. In si tam pogledava, kje bi prespali, kje je kakšna dobra lokacija, kakšni so komentarji in tako naprej. Tretja stvar je pa pač nek lasten občutek, da ko prideš na neko lokacijo, kakšen feeling dobiš, ko prideš če se boš počutil dobro za spat ali ne. Moram pa reči, da pri tem je Klemen ima tako ful visoke standarde, se mi zdi, jaz sem bolj taka, da saj bomo tle prespali, pa bo dobro, ne. Če bo prišel kdo potrkat, bo pa prišel potrkat. Klemen je pa veliko bolj na ta način, da mu je neprijetno, če je nekomu na poto, tako da zelo pazljivo zberamo na lokacije, da res, da nimaš, ja, da se ne obnašaš, kot da si ta glaven nekje. Dobro, tu si tudi jaz ne vem, ampak veste, kaj mislim. Tako res zberava neke lokacije, da vidiš, da nobenega ne motiš. Ja, in zdaj, ko smo bili izven sezone, smo torej lahko spali tudi na takih plažnih lokacijah, ki drugače so prepovedane za kamperje, ker je bilo vse prazno. In so bili parkingi prazni in ni bilo nobenega za nadzorovati, tako da to je bilo kar velik plus, zelo velik plus. Kakšna je cena za tako potovanje? Mero sva naračunala skupaj z darili, ki sva jih kupila za bližnje, pa z čisto vsem, to pomeni cestnine, bencin, SIM kartica, ne vem, vse. Mislim, da je bilo okrog 2700 € za dobre 3 tedne. S tem, da Klemen je imel neko obdobje, da je hotel skoraj čisto vsak dan na kavico pa rogljiček, smo mu ugodili. Se mi zdi, jaz sem na to potovanje ful bolj tako šla, končno smo zrihtali kombi, zdaj mi je važno, da sem v kombiju, pa tudi če jem kruh pa puter, malo soli gor vsak dan. Vseeno mi je, Klemen je šel pa v nek polno gurmanski, italijanski mode in je tako bil,
kje bova najdla malo lokalnega sira in pršuta danes za večerjo skupaj z rdečim vinom. Tako da, ja, smo ugodili, se mi zdi, obema stranema, no, in je bilo prav fajn. To je v bistvu vse, kar ste imeli od vprašanj. Če vas še kaj zanima, lahko napišete spodaj. Nama je bila Sardinija zelo všeč, tudi iz vidika tega, da bi se dalo delati nadaljavo dol, ker je zelo eno tako dobro razmerje stvari, ki jih potrebuješ, ko živiš v kombiju, pa hkrati, da lahko izven sezone spiš na dobrih lokacijah. Tako da razmišljamo mogoče kdaj v prihodnosti, da se vrneva pa za dlje časa, pa da se manj premikamo. Ja. V naslednjem vlogu, ki bo pa zelo kmalu, se pa vidimo in gremo spet malo nazaj v slovensko realnost, v vse najine projekte, ki so se jih lotila, odkar smo nazaj. Čau! Glih sem rekla čau! Haj! Psa sem sprehodil. Klemen se je glih kar vrnil sprehoda. Klemen, jaz sem snemala pa vlog Q&A Sardinija. No me zanima, če imaš še kaj ti dodati za Sardinijo. Ja, tudi ne iti v sezoni in ne si preveč zadati. Itak je vsak kvadrat tam lep. Ja, res. Ja. Eto. Pa varno, ker so koze po cesti, pa ovce. Ja, pa medva. Pa medva.